Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Pod prečko. Obiskali bomo Fazanerijo, kjer nas bosta gostila Aljaž Antolin in Niko Kasalo. To sem pa kar jaz. Se vidi po frizuri. V Mariboru nas je pričakal nekdanji nogometaš Marko Pokleka, ki se je podal v poslovne vode in uspešno vodi Padel Center MP Zone. Po prvem stiku z žogo sem vedel, da je to. V Celju se bomo družili z navijačem Grofov Boštjanom Dermolom, ki se ga najbolj spomnite kot pevca skupine Newt. Veseli me pa, da smo valilnica nekega kadra, ki ga potem lahko uporabimo tudi v reprezentanci in se tam izkažejo. Premierno pa vam bomo predstavili nov goalgetter izziv Pod prečko. Z njim se bo pomeril aktualni zmagovalec naših izzivov Haris Vučkič. Haris, to je naš novi sodelavec, Maksi Prečko. Okay. Zelo rad ima žogo, še posebej, če ga močno zadane sem. Dobro. Kdo je največji šalivec v vaši ekipi? Jaz bi rekel, da Murič. Isto, Murič je, on je svoj. On je prvi violino Murič. Kdo največkrat zamudi na trening? Vizinger, ne. Kakšen Vizinger, kaj ste? Proleta pa tej, ki se skup vozijo. Proleta, Vizinger, Sana, Hofer. Jaz bi popravil Ahmaje. Jaz bi bral njega, pa Korošec. Njega sta pravi. Ovo ekipe sem vodil. Halo, vsi so tu. Ja, na meji. Kateri soigralec bi bil najboljši trener? To je pa samo eden veliko. Nino. Nino Kauter. Nino, on je. Trda roka. Če ne bi bila nogometaša, kaj bi počela? Za njega? On bi bil tenisač. Aljaž, on bi pa bil kuhar. Kdo v ekipi ima najboljši glasbeni okus? Jaz bi rekel Borna. On je DJ, ja, Borna. Himno. Ja, Dalmatinec sam. Da? To ima on, ja. To ima On sam svojo svojo. himno. Kdo preživi največ časa v garderobi? To sem pa kar jaz. Se vidi po frizuri. Rabi čas. Kakšen je vajin skriti talent? Njegov skriti talent. Dobro je mi PlayStation, dobro je PlayStation. To. Kaj? Skriti talent. Kaj ti je, FIFA, evo. FIFA, to zna, tiste njegove finte, ene. Bocka i šprint, samo šprint. Če bi šla celotna ekipa na dopust, kdo bi bil organizator? Je, što bi to? Niko. Je. On je dober organizator. Kdo najslabše sprejme poraz pri videoigrah ali kartah? Cele ekipe, ja. To smo z dosti ne igrali. Da muva igramo? Yes. Ja, ne pred zmago, ne pa temu slabo to sprejme. To je nejrejsno, tako dobro. Res. Opišita drug drugega s 3 besedami. Šminka. Ena. Borbeni. Pa. Bom jaz. Še eno besedo. Ja. Zanimiv. Glede nogometa bi jaz rekel, da je taki fini igrač. Nema ovo klizanja tisto ono. Samo šut, samo lažnjakovo tisto.
Rekel bi takšne kulture, pa zajeban. To je to? Super. V Mariboru smo obiskali nekdanjega prvoligaškega nogometaša, ki je po karieri ostal zvest športu, hkrati pa postal zelo uspešen podjetnik. Marko Pokleka, ki je v sezoni 2006-2007 z Mariborom osvojil celo evropsko lovoriko, svojo zgodbo opiše tako. Že od samega začetka mi je bil šport položen v zibelko, bi lahko rekel. Življenje brez športa se nisem znal predstavljati. Kot 7-letni fant sem aktivno začel že z nogometnimi treningi, takrat v NK Šmartno, Era Šmartno, kasneje se preselil v Velenjski Rodar in tako preko Velenjskega Rodarja tudi nazaj v Šmartno, v prvo slovensko nogometno ligo. Tako da šport in jaz smo nekako od samega začetka povezani. Že med profesionalno kariero ga je zelo zanimalo vse v povezavi s telesno pripravo, zato po nogometni upokojitvi ni bilo dileme, na kakšen način bo pričel svojo poslovno pot. Po karieri v Italiji sem se tudi zelo tesno povezal z takrat kondicijskim trenerjem italijanskega kluba in po tistem stiku sem že začel razmišljati, kaj bo kariera po karieri. Tako da sem nekako kariero nogometa že začel ciljano usmerjati v neko kondicijsko pripravo v povezavi z športnikom od različnih športov, od tenisačev, nogometašev, odbojkašev. Tako da sem kljub aktivni nogometni karieri v Avstriji, mislim aktivni v nižji ligaški, že vzporedno peljal neko svojo zgodbo. Pot do Pedal centra je tlakoval nakup legendarnega mariborskega športnega centra, ki je Marku povsem spremenil življenje. Pedal zgodba pa je potem nastala s prevzemom centra, bivšega centra Mime Javševec, kjer sem začel zgodbo prvo z 2 nogometnima igriščama in pa prostorom za fizično pripravo športnikov in pa rekreativcev. Tako da sem takoj po 1-2 letih začel razmišljati, kako pa dalje z teniškimi igrišči. Nekako me je potem z bivšimi soigralci, tako Italije in pa drugod povezovala zgodba, da bi naredil ta pedal igrišče. Zdaj pa sprobal sem ga prvič, ko sem bil na dopustu v Italiji. Po prvem stiku z žogo sem vedel, da je to. Pedal se tako po svetu kot v Sloveniji razvija zelo hitro in pridobiva na priljubljenosti. Marko je eden izmed krivcev za strm razvoj tega športa pri nas, njegov center pa je bil sploh prvi na severovzhodu Slovenije. Zakaj pa pedal tako močno zasvoji vse, ki se v njem preskusijo? Pedal je dobesedno v prvem udarcu vsi. Nisem še imel nikoli igralca ali igralke, ki bi rekel, daj pridem naslednjič. Vedno povprašujejo po naslednjem terminu, šport zasvoji. Je lažje učljiv kot recimo tenis, ampak nogometaši imamo tu zelo veliko prednost, kajti delo nog in pa koordinacija je izrednega pomena tudi pri padelu. No, za Marka je ključnega pomena še en detajl. Nad pedalom je navdušen celoten nogometni svet, tako da nekdanji nogometaš ostaja vpet tudi v slovenski nogomet. Nogomet in pa pedal je nekako v povezavi. Nogomet je vedno moja primarna stvar, ampak brez nogometa si ne predstavljam življenja. Vedno sem rad v stiku, vedno se večkrat pogovarjam z bivšimi soigralci. Je pa res, da zdaj manj preko nogometa in dosti več preko padela. Zelo dosti igralcev se zanima, da bi postavljali svoje centre. En takih je tudi zdaj recimo Benjamin Verbič, Josip Iličić, tako da
sem navdušen, rad jim dam informacijo, rad jim pomagam, ker vem, čez kaj vse je treba biti pozoren za izgradnjo, v bistvu za uspešno neko zgodbo. Marko, čestitke za super zgodbo in obilo poslovnih uspehov še naprej. V nadaljevanju podali se bomo v Celje k Boštjanu Dermolu. Kadar gre za nek štajerski derbi, ne gre za neko notranje rivalstvo. Haris Vučkič pa se bo kot prvi preizkusil v golgeter izzivu pod prečko. V Celju v zadnjih letih uživajo v najuspešnejšem obdobju v zgodovini kluba. Na tribunah redno videvamo Boštjana Dermola, slovenskega glasbenika, ki se nam je v spomin najbolj vtisnil kot pevec skupine Newt. Celje je zaradi rokometnih uspehov dolgo veljalo za rokometno mesto, zdaj pa se to počasi spreminja. Celje je bilo od nekdaj športno mesto. Veliko stvari, jaz se ne štejem med te najstarejše Celjane, gotovo, ampak poznam pa te zgodbe preteklih let, daljne preteklosti že, ko je bilo Celje tudi košarkaško mesto, ko je bilo Celje hokejaško mesto. Mi smo imeli praktično vse športe, še vedno smo zelo dobri v kegljanju, v atletiki, ki je kraljica vseh športov. Absolutno, žal mi je mečken za tale trenutek šibkosti celjskega rokometa, ker rokomet je vseeno bil nekako moja prva ali neka ljubezen, ampak smo pa to skompenzirali z nogometom. Kdo v Celju skrbi za euforijo? Odgovor zagotovo poznate. Albert Riera, ki je na stadionu z dežele razvil prepoznaven slog igre, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Kako se Boštjan v zadnjem obdobju počuti na svojem sedežu na tribuni? Je privilegirano. Predvsem, mislim, to ne govorim zdaj samo o svojem imenu, to govorim o imenu vseh mojih prijateljev. Spremljamo nogomet leta in leta, ampak te igre, kot jo gledamo zdaj, ne samo zaradi rezultatov, ampak zaradi nekega odnosa do igre, zaradi nekega naboja, to gre za nekaj več. Tokrat imam to srečo, da imamo pravega človeka, ki zna motivirati škvadro in dejansko mu sledijo s popolnim zaupanjem in je prenesel tudi ne samo v Celje, ampak celo v slovensko ligo eno čisto novo dimenzijo razumevanja in dojemanja filozofije nogometa. In to je tisto, kar najbolj krasi ta trenutek celjsko igro. In to je ena nepopustljivost, to je tisti moment, ko veš, da tudi če zamujaš 3-0 sred tekme, da je še vedno možnost, da boš zvlekel tekmo do uspešnega konca. In to je neka pozitivna motivacija in popolnoma čisto en drug način dojemanja nogometa. V glavnem krasno je to gledati. Celje je 100 let čakalo na prvi naslov, v zadnjih 6 letih pa dvakrat osvojilo prvo ligo Telemach in v prejšnji sezoni v vitrine dodalo še drugo pokalno lovoriko. Kako je oba državna naslova doživel Boštjan? 100 let smo čakali na prvo zmago, na prvi naslov. Klub je bil ustanovljen, mislim, do 1919, in v tej sezoni 19-20 smo prvič dvignali pokal. To je super. Se pravi, da splača se čakati in ustrajati. Po drugi strani, igra pod Damjanom Krznarjem nas ni navdušila. Čeprav je bil zelo pragmatičen, mislim, da to ni bilo tisto Celje, ki smo si ga želeli gledati. In so bile tudi tekme precej duhamorne. Sicer, kot rečeno, rezultat ni izostal, ampak ta lepota kreacije je pa zdaj v tem trenutku, mislim, da kar na najvišjem nivoju. Vrnili smo se tudi v preteklost in Boštjana izzvali, da se spomni svojih prvih tekem, ki si jih je ogledal v živo. Jaz se spomnim še takrat, ko je še Celje imel glazijo. Spomnim se skalne kleti. To je čisto nekaj neprimerljivo. Za današnje standarde en čist drug svet.
Ampak je tudi takrat imel to en blazen čar. No. Mislim, da največji fani se še danes spomnijo, kako so gledali tekme tam. To je podobno, kot če bi primerjal novo rokometno dvorano in dvorano pod Golovcem. Ne. Nova je zagotovo krasna in čudovita in polna uspehov, medtem ko je bil pa Golovec eno popolnoma drugačna izkušnja, ne, športna. In ti notorni dueli z Zagrebom že takrat, ko, ne vem, prišel si iz dvorane ven, čakal si, ali bojo popokala vsa stekla, slišal nisi je na pol ure nič. Glavnem je, to so prostori, ampak vsebino jim da pa vedno navdušenci in škvadra. Skozi zgodovino je za Celje igralo ogromno izjemnih igralcev, tako tujih kot domačih. Koga bi Boštjan okronal za svojega najljubšega? Zelo težko reči in težko vprašanje, predvsem zato, ker nogomet vedno dojemam kot timski šport. Seveda je tu tisti, ki na koncu da največ golov ali pa je mogoče najbolj simpatični igralec, ne? Ampak to je vedno delo cele ekipe. Tako da v imenih mogoče raj ne bi. Ne? Veseli me pa, da smo valilnica nekega kadra, ki ga potem lahko uporabimo tudi v reprezentanci in se tam izkažejo fanti. Pri navijaštvu ne moremo mimo rivalstva. Zmaga proti kateremu klubu v slovenski ligi mu na obraz nariše najširši nasmeh. Je to zmaga nad Olimpijo, Mariborom, morda Koprom ali Muro. Kadar gre za nek štajerski derbi, ne gre za neko notranje rivalstvo, ki to pravzaprav ni. Jaz bi si najbolj želel, recimo, da smo vsej navijači povezani z našimi fanti na ta način, da vsaj kadar gre za tekme zunanjim nasprotnikom, stopimo skupaj, ne? Se pravi, da drug drugemu privoščimo najboljše uvrstitve v nekih evropskih ali pa svetovnih tekmovanjih. Ne, da si mečemo polena pod noge, ker se mi zdi to nekonstruktivno. Jaz si blazno želim neke sinergije med navijaškimi skupinami. Se pravi, jaz ne vidim, da bi imeli v Sloveniji dejansko toliko stvari, ki nas ločujejo. Mislim, da nas več stvari bliža in da nas združuje. Tako da, malo je pa tudi folklore, ne, seveda, to je razumljivo. Ampak, ne vem, načeloma se mi zdi super nabiti 3-0 ali pa 5-0, ne, vsakega izmed naštetih. V pogovoru z Boštjanom pa nikakor ne gre brez glasbe. Sodeloval je pri nastanku pesmi Junak ob 25. obletnici društva navijačev Florijani. Lahko v prihodnje pričakujemo tudi kakšno pesem namenjeno nogometašem. Seveda imamo veliko nekih skladb, ki se vrtijo na tekmah, ne? To so tudi naše prejšnje skladbe iz prejšnjega obdobja. Ja, nogomet ima neke svoje zakonitosti, tudi kar se himn tiče. Ne? Meni je osebno najljubša Liverpoolova, ne? Never Walk Alone. Čeprav mislim, da mora biti dovolj pragmatična, spet dovolj preprosta, ampak nekako, da jo navijači posvojijo. Ne? Ja, cele, Fabijan. Zdravo, to je naš novi sodelavec, Maksi Prečko, ki se zelo rad nastavlja žogi. Nova sezona izziva pod Prečko, tokrat v navezi z golgeterjem Haris Vučkić. Aktualni šampion, s priložnostjo tudi, da postaneš nov šampion. Haris, to je naš novi sodelavec, Maksi Prečko. Okay. Zelo rad ima žogo, Okay. še posebej, če ga močno zadane sem. Dobro. Lepo zdrav, sem vesel, da sem spet tukaj. Lansko leto je bilo kar uspešno, tako da upam, da bo zdaj tudi. V istem golu sva, na isti strani igrišča, tako da... Isti igralec, sam druge kopečke. Boksarce so enake, si kot Michael Jordan mogoče, da imaš kakšno vraževerje? Ne, to pa nimam, to pa menjamo boksarce vsak dan. Haris, kar je drugače letos, torej Maksi Prečko, 4 žoge, 3 so obvezne, ena je na 5 metrov, ena je na penalu, na 11 metrov, ena na robu. Tista na robu zgornjega polkroga pa je za podvojiti, tako kot je bilo lani. Ali pa minus 10 točk. Okay. Cilj je kakšen? Smo pripravljeni na izziv, ja, vse žoge udariti.
pa upati na najboljše. Kako pa slaviva letos, če zadeneš vse? Drugo kopačko mi boš očistil. Okay. Ajde, vso srečo. Hvala. Ajde, Haris. Je pa kar elastičen. Dober je ta Kevin. Joe Hart. Haris. Zdaj si že na 15 točk. Kaj ti navijamo ali smo tipa? Navajen so na vse. Tudi na 200 gledalcev, pa tudi na 50.000. Na vse so navajen. Predstavljaj si, da jih je 50, ajde. Ne, zdaj, pa pritisk. Max je obležal. Koliko imamo zdaj točk? Zdaj si na Ne, mi ga 30. postrani. Jaz, kaj si ga ne postavim, ne, veš kako golfa. Vse vem, da sem favorit, vse je to v redu, ampak... Ne. Boljše? Dobre, je dobro. Ne, mora me gledati. A, morate gledati? Mora me gledati. Glej me v oči. Ko gledam v oči, majster. Pri penalih Biti ali ne biti? Pri penalih si isti? A? Da moraš gledati. Gledam ga, tudi pri penalih ga gledam. Ajmo, dešna. Tako je. Piši kuči propalo izziv. Moraš neki boš mogel noga izživati. Ali pa tebe, da tu penzijo. Ali pa mene, boš da daš enega drugega. Fajn te, jaz se opravičujem, ampak tako je. A bo kaj lažjega, naslednjič mislim The težjega. Goat, Haris Vučkić, kralj izzivov. Hvala. Imaš kariero? Imamo neki zdaj, kot si rekel prej, dosti je bilo ekipnih nagrad, zdaj je treba sam posamezne nabirati, bomo videli, kako se drugi igralci obdržijo. Evo, jaz sem dal vse od sebe, zadev vse, tako da sem vesel. Hvala vam tudi spet za povabilo. Letos velja enako, če kdo zadene vse, se dobimo nekje na igrišču, pa ciljamo prečke sredine. Lahko. Če komu uspe zadeti enako število, se dobimo nekje in naredimo ta play-out ali pa finale. Haris, vidim, da si se prepotil pred treningom, trema pred izzivom, tako da evo, eno majhno darilce strani nas in Goalgeterja, našega sponzorja. Če želite tako zadevati kot Haris, hitro v Goalgeter, dvakrat v Mariboru, tam še Absolut Team Sport, kjer imajo tudi specializirane kopačke, pa v Ljubljani, Rogaški Slatini in Murski Soboti. Haris, je pa potrebno kar nekaj treninga, ne? Morda lahko dava majico ven, pa pokaževa, koga si okrepil za eno popoldne, zdaj, ko boš na vrhu lestvice Goalgeter izziva pod prečko. Najlepša hvala za majičko. Mogoče pa še nagrada na koncu, če noben ne bo sledil. Upamo na nagrado. Prejšnjo sezono smo zmagali, smo dobili mečkano nagrade, zdaj pa upamo na še neko večjo nagrado. Ne, sem kava z mano. Ne? Samo kava, tako. Super. Hvala. Haris je torej vrgel rokavico konkurenci in tako kot lani osvojil vse točke. Kaj menite, bo letos kdo izenačil njegov dosežek? To je za tokrat vse. Hvala vam za vašo pozornost. Uživajte v prenosih Prve lige Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.